Kako je bilo? Ja, super, ne. Jaz sem ful užival. Moram reči, da je... Prosim, sploh, daj še enkrat. Pizdati meter. Ajde bre. Keče. Zdravo, Vid. Živa. Bi prosil, če se mogoče predstaviš, kdo si, zakaj si bil tukaj z nami. Sem Vid Sodnik, po poklicu sem umetnik pa novinar in smo snimali prispevek z Larisom. In da smo pokazali, kaj vse se dogaja tukaj na šoli preživetja in moram reči, da sem užival. Čas je, da vsi malo izklopimo svoje telefone, pa zapremo računalnike, pa gremo malo v naravo, pa dihamo svež zrak, pa se naučimo biti to, kar so bili naši predniki na nek način. Ne. Točno tako. In to se mi zdi, da je v bistvu največja nagrada tega. No, da v bistvu to doživiš. Ne. Poleg tega, da se naučiš zanimive tehnike, ne. Recimo ogenj sem se naučil zakuriti na 5 različnih načinov najbrž. Orožje, tako da naslednjič, ko bom šel s punco kampirati, bom definitivno izpadel car. Hvala za to. Okay. Me veseli, da smo se podružili, pa se seveda še vidimo. Ne? Imam pa tudi en majhen žulj. Zdaj ga sploh ne vidi. Ojoj, groza. Veste pa res veselica. Egon, hvala tudi tebi za vse. Ko mikaš to roko. Še malo. Za tabo je ena zanimiva izkušnja. Zanima me, kako da si se odločil za to stvar. V bistvu že kar dolg časa me zanima preživetje v naravi, ogromen časa tudi preživljam v naravi. Tudi moji hobiji so zelo povezani z samo naravo, samo kampiranjem, s preživljanjem prostega časa odzunaj, v šotoru, v kampih, v naravi, tako kot tukaj. Tako da jim je zelo fino, da se na vsake toliko časa ta znanje obnovi, zve kaj novega, pa tudi zaradi tega, da se imamo fino, da je en tak fajn vikend preživeti malo na drugačen način, da nekaj novega doživimo. Pa se ne bi opisal kot enega klasičnega turista, za enega klasičnega turista, a bi on preživel na tem? Bi. Mislim, da ta tečaj je zasnovan zelo luštno, mislim, da je primeren čisto za vsega, ki ga saj ta stvar zanima, ki zna uživati v preprostih stvareh, pa ki se bi tudi rad naučil nekaj novega, ki pa človek tudi v končni fazi nikoli ne ve, kdaj mu tudi kakšen tak znanje prav pride, ampak sebe pa ne bi opisal glih kot nekega turista, no, ker sem že kar dalj časa v teh in podobnih stvareh, no. Ne toliko direktno v preživetju v naravi, ampak tako, kot sem rekel, ogromen časa preživljam od zunaj. No. In kaj je ena stvar, ki je bila poučna? Čakaj še enkrat, da breš. Breš še enkrat. In kaj je recimo ena stvar, ki je bila poučna? V bistvu več jih je bilo. V bistvu praktično so bile vse poučne. Mene je recimo zelo fasciniralo, veliko sem se naučil predvsem pri kurjenju ognja. Spoznal par novih način, kljub temu, da sem že to tudi kar nekaj časa sam probaval in se učil, sem vsem izvedel kar nekaj novih variant, ki se mi zdijo ful koristne. In tudi, ko mi čakam, da jih preizkusim, zdaj tudi sam naprej. No. Te je bilo kdaj, strah je bilo kdaj naporno? Ne. Bilo je samo luštno zdaj tele dneve, tako da ni bilo... Imaš kakšen strah pred divjimi živalmi? Ne, v bistvu jih spoštujem, imam neko spoštovanje sploh do naših velikih zveri, ampak mislim, da s pravim odnosom, da niti ni treba, da se jih bojimo. Ok, hvala lepa. Prosim. Sedite še malo. Ti še vprašal tiste... Naučil. V bistvu predvsem je bilo najbolj poučno kurjenje ognja, kjer sem izvedel precej novih tehnik, novih načinov samega prižiganja ognja, samih načinov prižiganja ognja, postavitve ognja, tako da tukaj zdaj komi čakam, da to zadevo probam tudi sam doma. Kaj pa medvedov, se kaj bojiš? Čakaj, še enkrat vprašaj. A si se kaj bal kakšnih divjih živali, recimo medvedov? Ne, v bistvu divjih živali se ne bojim, imam
spoštovanje do njih, ampak mislim, da Čakaj, se ko še malo. Ja, to je pa majster let. Ko imaš enkrat ljudi, tu moraš Mojster postaviti fotografije. stvari, da- različne kadre, Ja. zato da lahko vrne pa. Ja, ne? Dobro, ok, kar debatirajte malo, vidno. Pa vseeno o tem se itak. Itak, ne kam se priti bilo. Se ti zanimivega zgodilo? Ja, bilo je tako par stvari zanimivih. Ne. Na splošno je bilo tako ful v redu, ful fajn. Vreme nas Ker je se ful- zgodi, ostane tle. Tako, ker se zgodi, ostane kle, vse stvari niso za javnost. Dajte, te pregledati. Vse stvari En niso drugega za glejte. javnost, ampak ne, bilo je res slušno. Vreme nam je ful dobro služeno, ker bila je vremenska napoved, ker malo taka, da smo vsi malo, pa ne cvikali, ampak vsem, če tukaj 3 dni pada, ni po moje glih najbolj luštno, če te skoščije. Medtem, ko res vreme nas je 1 uro pral, mislim pral, še to smo bili pod nadstreškom, tako da 1 uro je padalo pa po noč. Tako da je bilo ful fajno. Smo, še malo se pogovarjamo. Sam vodim po kočevju določene skupine vsi. In prvič ti taka stvar ful fajna pride, itak vsak nekaj ve, se ful res lahko, če imaš namen, se lahko res ogromen naučiš, no. Od različnih stvari, tako da je bilo ful luštno. Pa skozi, v bistvu cel dan, od zjutraj do večera se skozi nekaj dogaja. Cool. Pa ste utrujeni zdaj. Ja, no, mislim, pa niti ne tako mislim, da bi nekaj bilo tako fizično, da bi mogli nekam hoditi ali pa kaj takega. Sam, a veš, skozi si na nogah, ali pa tudi, če sediš na takmu, tako da mene že oren krit boli. Ja. Tako mi čaka, da se usedem, da je normalen fotelj, pa blazinco si jim dal spod. Tako da, z tega stališča je tako, veš, ker si v bistvu res skozi na zraku, a ne. A veš, tudi če recimo spanje noto tipi, vsaj meni je bilo ful udoben. Ker ponovadi, če tako nek ležiš, da je trdo, je ful slabš, kot pa kleno. Smo kar vrej skupina, kaj drugače, jaz imam super Zelo je. spati, če ne bo tu kar Ja, tako da je nobenega mraza, nič. To je bilo fajn. Jaz sem moral pač tako je. Govoriš tako, kaj je bila, ne? A drugo, kot pa če bi jaz mogel biti nekaj naučen, tisto bi zdaj prekiral, ne? Ampak tako, če govorim tako, potem pač ne bo naroden, ne bo na. A ne? Ma? Ravnemu ne bo naroden. Nič ne vam ne bo naroden, ne. Cel dan že nažiga. Ok, dajte malo zint. Malo govoriva sem, da so da slišiš, Že? če dobro dela. 1, 2, 3, 4, 5. Kamera teče, izvolite. Kako je po 3 dneh divjine, bloške divjine? A lahko še enkrat vprašam, še prosim. Samo nekaj, a greste mečkaj nazaj? Ok, vi kar vprašam. Kakšni so občutki po 3 dneh bloške divjine? Super, že itak tako imam zelo rad naravo tole, zdaj po 3 dneh je bilo pa res pravo polnjenje baterij, pozitivna energija, tako da res super. Kakšna so bile pričakovanja na začetku? Čakaj imam, še enkrat vprašam. Grem na njega. Kakšna so bile pričakovanja na začetku? V bistvu sem prišel, bom rekel, zelo na pamet na tale tečaj. V bistvu smo nisem imel nekih posebnih pričakovanj. V bistvu sem to vzel kot neko presenečenje in moram reči, da dejansko je bilo presenečenje. Tako da je bilo res veliko uporabnih informacij, veliko znanja, ki sem ga že pozabil, ki sem ga že mogoče včasih imel, obnovil, tako da bilo je super. To je predvsej nova zadeva. Si že kdaj prej slišal, da to obstaja? V bistvu ne, z kolegom smo se enkrat pogovarjala in smo potem poiskala na spletu, tako da niti nisem predtem še raziskoval, ampak mislim, da je to ena izmed bolj svečih stvari. Komu bi priporočil to zadevo?
vsakmu, ki v bistvu vsaj malo ima občutka do narave, ima malenko spoštovanja do narave, do živali, vsakmu, ki ga ni mogoče res preveč strah že same teme, drugače pa mislim, da ni tukaj kakšnih posebnih omejitev. Tako, ko si v divjini, imaš čas tudi za razmislek, ni zraven tehnologije, pridejo na dan tudi kakšne ideje, kakšne filozofske razprave, se je kaj takega zgodilo slučajno? Ja, je bilo kar enih par zanimivih tem, sploh zvečer ob ognju, ko smo pojedli, potem je bilo še v bistvu kakšna uporabna informacija strani inštruktorjev, so se razvile zelo zanimive debate. Nobene poškodbe? Ne, nobene poškodbe ni bilo, ker tudi v bistvu fizično nismo šli ravno v neke ekstreme, v bistvu bilo je vedno treba nekaj početi, nekaj delati, ampak ni bilo fizično, da bi rekel, da smo šli preskušati neke meje človeškega telesa. Kaj pa je ena stvar, ki si jo naučil oziroma si jo najbolj zapomnil? V bistvu zelo fajn, oziroma zelo mi je všeč, da sem obnovil znanje vozlov, ki sem jih že nekoč znal, pa so mi zdaj šli iz glave, tako da ja, to je bila ena zadeva, ki je zelo uporabna, ne samo za preživetje v naravi, ampak tako v vsakdanjem življenju, če kaj delaš doma, karkoli ti lahko pride prav, v kempu, naprimer vezanje šotorov in tako naprej, tako da to je bila super stvar. Ja. Odlično, hvala lepa.